Gospod Martin Miklavc, predsednik Združenja šol vožnje Podjetniško-trgovske zbornice na GZS, so programi za izboljšanje prometne varnosti sploh ustrezni? Sami programi, ki se izvajajo tako v šolah vožnje, kakor se izvajajo tudi pri pooblaščenih organizacijah, so po mojem vedenju dosti kvalitetni. Se pravi, ni problem v vsebini tega, problem je v načinu teh izvajanj. Kaj pa zakonodaja? Pri zakonodaji trenutno lahko tudi rečemo, da je za operativno raven dosti korektno sestavljena. So pa potrebni določeni manjši popravki na določenih delih. Predvsem bi tle omenil jasno problem zaposlitve učiteljev vožnje v šolah vožnje, kjer je zakon odprl na široko vrata zaposlitvi in tudi podjemnim pogodbam. S temi podjemnimi pogodbami se tudi v Združenju šol vožnje ukvarjamo že, da tako rečem, od leta 2011 in še danes nimamo pravega dokumenta v roki, predvsem iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kako je na pravi način opravljanje tega dela po podjemni pogodbi. Gre za delo po pogodbi, ne gre za podjemne pogodbe v celoti. In tle se veliko zalagamo. Dali smo že pri prejšnji spremembi zakona predlog, da se ta podjemna pogodba, ki odpira civilna pravna razmerja, iz zakona črta. Bila je zadeva akceptirana, ker pa je zakon potem v parlamentu zaradi znanih sprememb bil ustavljen. Se pričakuje pri novi spremembi zakona, da se tudi ta del, ki smo ga mi predlagali, upošteva in da bomo imeli potem enkrat profesionalno ekipo učiteljev vožnje, ki dela v šolah vožnje. Takrat bo gotovo tudi na tem polju nekaj več reda, kajti ljudje se bodo zavedali tudi svoje odgovornosti o delovnem mestu in seveda tudi zaposlitvi. Prav pri znanju ste dejali, da je problem od inštruktorjev vožnje vse do članov izpitnih komisij. Ko gre za praktično izvajanje vseh teh programov, se strinjam, da so problemi lahko na vseh nivojih. Ne bi rekel, da so vsi udeleženci jasno v istem košu. Imamo dobre, tako tudi dobre ocenjevalce, imamo tudi dobre učitelje vožnje. Je pa potrebno, kot sem že danes tudi omenil, napraviti samo očiščenje v vseh vrstah, predvsem tam, kjer se zaznava, da zadevo delajo nekorektno, delajo mogoče celo goljufijo ali na kazniv način. Povedali ste, da ste na problematiko nadzora opozarjali pravzaprav že od začetka leta 2000. Ta problematika je bila prisotna ves čas. Seveda lahko govorim v času, ko sem prevzel to funkcijo in tu smo na drugem sestanku foruma za voznike takoj dali na prvo temo tega foruma, da se izvede pregled vseh nadzorov v šolah vožnje in vseh organizacijah, ki izvajajo tudi dodatna usposabljanja. Takrat smo sprejeli ustrezne sklepe in takrat se je zadeva tudi pokrenila. Člani vašega združenja so zavezani kodeksu ravnanja v šolah vožnje. Je pa res, da vse avtošole oziroma šole vožnje niso članice vašega združenja. Kaj to pomeni? Pravilno ste ugotovili, se pravi, imamo kodeks etike in morale v naši branži. Tu pa moram reči, da ravno sedaj, pred zborom, ki bo naslednji petek, pripravljamo spremembo tega kodeksa, predvsem v tistem delu, ko se nanaša na normative v šolah vožnje. Spremembe se pa nanašajo tudi na pravila, ki jih določa zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. In te nepoštene poslovne prakse, ki jih zahteva tudi direktiva o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, bomo vključili v naš kodeks, kjer pa je potem možno, glede na kodeks, ki se pojavlja tudi v zakonu, jasno preko inšpekcijskih služb, tudi tržnega inšpektorata, ustrezno ukrepati. Mislim, da bo v naslednjem letu to tudi eden izmed prioritetnih nalog našega združenja, da probamo, se pravi, stvari, ki so vezane na nepoštene poslovne prakse, spraviti v red in da bojo na koncu tudi delavci in seveda zaposleni na eni strani in na drugi strani kandidati dobili tisto, kar plačajo in da to, kar plačajo, da je kvalitetno. Kje vi vidite rešitve, da bodo udeleženci v prometu na naših cestah vendarle bolj varni?
Varnost v prometu vsekakor ni odvisna jasno le od šol vožnje. Danes sem tudi že omenjal, da tle vsekakor mora v javnosti priti do zavesti, da smo za varnost v prometu odgovorni vsi. Tu posameznik zelo težko prispeva kaj več kot tisto, da se ravna defenzivno. Bistveno več pa mora jasno napraviti tudi klima v družbi, da bojo ljudje razumeli, da ta etični prostor, v katerem se gibljemo, se pravi na naših cestah, razumeli kot kraj bivanja in ga, kot zakon zahteva, jasno upoštevali po tistih osnovnih načelih, to pa je načelo zaupanja, tudi v ostale udeležence v cestnem prometu, po načelih defenzivnega ravnanja, se pravi nekega obrambnega načina vožnje in na koncu tudi o načelu zaščite šibkejših udeležencev v prometu. To so pa predvsem otroci, stari, starejši, invalidi, slepi, slabovidni in tisti, ki niso sposobni za samostojno udeležbo v prometu. Če bomo začeli pri teh temeljih, se pravi pri načelih varnosti cestnega prometa, bomo naredili velik korak naprej. Ampak tu vsekakor mora stopiti v prve vrste jasno javnost, da se zavemo vseh teh problemov, da na koncu te stvari ponotranjimo in da potem jasno začnemo tako tudi živeti. Živeti na cesti, ki je tudi kraj našega bivanja.